Dober dan. Živijo. Le še nekaj tednov oziroma nekaj mesecev oziroma slabega pol leta, dobrega pol leta nas loči do predsedniških volitev. A boš kandidiral? Ne. Okay. Ti? Ne. Za enega kandidata pa veva. Veva, za dosedanjega predsednika. Borut Pahor. Ja. Tako, človek se je začel v tem letu se je začel državniško obnašati. V tem mesecu. Preteklem mesecu. Mislim, a veš, 4 leta hej miška, zdaj se človek obnaša državniško. To tako, mislim, da imamo novega predsednika, pa da tega nismo videli. Mislim, da nismo videli, kdaj je drug človek prišel na funkcijo. Mislim, tako. Je drug človek. Prej se meni zdel državniški. Ja, meni se še zdaj ne zdi, ampak dela neke poteze, ki so državniške. Vsaj v pravi, zadnjem mesecu. Se pravi, turneja Nemčija, Rusija, Ukrajina. To si opazil kot državniško. Ja, zato ker ima prisoten je neki element premisleka o prihodnosti, ampak realni, ne taki, ta začvekani prihodnosti. Na drugi strani imamo pa seveda nagovore okrog 25. obletnice, in jaz bi se bolj na to osredotočil, ker na tistem nagovoru je pa vizija, ki jo je zdajšnji predsednik države pokazal, dosti srhljiva. Gremo v federacijo. Govoriš o Evropi kot federaciji, kot viziji, kateri je povabil predsednik republike še vse ostale dejavnike. Zakaj si pa do federacije zadržan? Zato, ker smo tam že bili in zato, ker si Škoti in Irci prizadevajo za nekaj, kar mi že imamo. Ker oni so zdaj federacija. Meni je zanimivo, veš, da nekdo, ki je tako prvi lik suverenosti države, predsednik republike državo predstavlja, dajmo reči, je prvi lik državne suverenosti. Tako v širjenju teh svojih vizij se pomembnemu delu suverenosti bi kar odrekel, zato da bi Evropa postala federalna. Jaz recimo ga ne bi videl tako zlohotnega, da bi recimo na podlagi tega, kar je povedal, bi se seveda odrekel, tako kot si povedal. Ja. Ampak dvomim, da on intimno res to hoče narediti Ampak to se zgodi, zdi se mi, da se bolj ne zaveda, kaj govori, in to je pa problematično. To je pa pravilna nesposobnost v tem primeru. To so neki pravni termini, bojo pravniki šli v luft, ampak dejstvo je, da te razlike ni znal kot predsednik države zaznati ali zaznati vsaj to, da če tega ne zaznava, da je treba molčati. To pa je problem, to je prva stvar. Druga stvar, ki se mi zdi problematična, tako, greva spet na najine znamenita napovedovanja in šloganja, kjer se zmeraj zmotva, tako kot so se pri Trumpu. Ja. Ampak jaz mislim, da je Borut Pahor volitve že zmagal. Tako da ne bi zdaj mislili, da mu poskušamo škodovati v tej zmagi. Mi zdaj analiziramo. Analizira novembrsko zmago. Ja. Okoliščine. Se pravi, tisto, kar se mi zdi problematično pri njem je preprosto to, recimo ta refleks, da je on šel v Nemčijo, deloma po navodila, deloma pa z neko strategijo, ali pa saj za pridihom strategije in potem naprej v Moskvo in potem naprej v Kijev, pravzaprav kaže na to, da nekaj ve, česar drugi ne vemo. In nakazuje na to, da med politiki ve nekaj več kot drugi politiki oziroma da se zaveda pomembnosti nečesa, česar se drugi politiki ne zavedajo. In to nakazuje na to, da on združuje svojo bodočo predsedniško kampanjo za privatizacijo pomembnih stvari, v katerih bi moral državo postaviti na prvo mesto, ne pa svojo reelekcijo. To je tisto, kar tako zdaj med vrsticam zaznavam, kot potencialni oziroma kot realni problem. Torej, njegov in izjave, veš, ki jih je dajal, oziroma ki so jih tudi drugi politiki dajali, češ, smo v igri veliki naj se zmenijo, mi moramo biti pa na pravi strani. To je v bistvu
To je enkrat Miha Kovač dobro povedal, ne? A veš, ki je rekel, čakaj, kako že gre tista, gdje je, ne vem kaj že, tamo je imali mujo, ne? A veš, ta mentaliteta, ne? Veš, da počakaš na to, kaj veliki zmutijo, pa se pa pridružiš zraven kot mali, ne? Je nevredna suverene države, ne? In je enakovredna pravzaprav izrekanju, češ pa imamo federacijo, ne? A veš. Skratka, tisto, kar se mi je zdelo, in zato sem prejšnji teden pravzaprav tako izpostavil problem koroških Slovencev, ne? In pa deželne ustave, ne? Dobro, ta stvar se je razvila, da se je naša politika nekako kar pametno odzvala potem, ne? Kasneje, v nadaljevanju, kar pametno odzvala. In potem koroški Slovenci, zlasti doktor Šturm, so nas naučili, da stvar ni tako drastično resna in tako drastična in tako ogrožujoča, kot se je videlo na prvi pogled. Ampak to sploh ni res, ne. Tlena gre za to, ali bo deželna mentaliteta, deželne večine uspela ali ne bo uspela, ker očitno ne bo in očitno se bodo tudi v Avstriji modre glave zmenile, da bodo to neutralizirali in umaknili z agende ali pa potem poskušali narediti nek kompromis. Problem je v tem, da je kompromis na tej točki sploh treba delati ali pa o njem sploh razmišljati ali pa se sploh treba ukvarjati z nečem, kar se nikoli ne bi smelo zgoditi. Ker če gremo mi v novo Evropo ali pa če gremo v dejstvo, da so najbolj elementarni prebivalci Korošce pač Slovenci in da se je treba zagovarjati o tem, ali bo njihov jezik sploh upoštevan v najvišjem aktu pač dežele, potem je to katastrofa, na katero bi morali imeti strahovito občutljivost, če že ne vsega hudega navajeni Slovenci na Koroškem, pa tisto, kar konstituira slovensko državo kot suvereno državo oziroma, če hočeš, kot nacijo. Torej, to je državniška debata, ne? In zdaj tisto, kar je pri bodoči predsedniški kampanji pravzaprav najbolj problematično, je to, da imamo enega kandidata, za katerega vemo, da bo kandidiral in za katerega vemo, da bo zmagal, vsi drugi pa sploh niso znotraj tega premisleka, ker imajo to funkcijo za nepomembno, ker je samo simbolna. To je problem. Namreč, če bi imele stranke ali pa katerikoli drugi civilno-družbeni subjekti nek odnos do te države, bi imeli tudi dolgoročno strategijo, na vrhu katere bi stala kandidatura resnega, preudarnega človeka, ki bi bil že zdaj alternativno postavljena simbolna pač slika tega, kar neka opcija predstavlja, ne. In to je po mojem mnenju zaskrbljujoče, da vsi štartajo samo na vzvode oblasti in moči, ne, izvršne in tam, kjer se denar deli, ne pa na pozicijo tistega, kar je premislek, dolgoročni premislek države. Dolgoročni premislek države, zdaj zadnjič sva kritizirala premišljevanje v slogu happy leta 2050. Pravi premislek države pa to, kateri simbolni univerzum bo stal za postavitvijo naše države. In predsedniške kandidature so to odlična priložnost, ne. Se pravi, vse skupaj se bo zreduciralo na nečimrnost nekih posameznikov, ki mislijo, da če bojo v zadnji minuti stopili na oder, bo njihova intimna, individualna veličina ljudi kar prepričala in bodo zmagali. Ker prvič ne bodo, drugo, kar je pa to oholo početje, ne. Tako, ne, veš, meni se zdi tako zelo pomembno, ne, da kdorkoli, ne, bo kandidiral, ima razčiščene pojme o tem, veš, ali ne gre tale Evropska unija v smer federacije, ne, ali pa je pravzaprav prava prihodnost Evropske unije v tem, da sedanje stopnjo integriranosti nekoliko, pravim, zrahlja, zaradi tega, da vsaj za določen čas pride do sape in morda čez desetletje naredi kakšen korak naprej, ne. Namreč, teh centrifugalnih sil, ne, ki ven odnašajo Britanijo že, Francijo verjetno ne, a vendarle je tudi to možno, ne vemo, kaj bo z Nizozemsko, ne. Skratka, tem centrifugalnim silam ne bi veljalo dajati dodatne energije, da do razpada kontinenta dejansko pride.
Evropska unija bo v končni fazi postavljena položaj, ki bo morala braniti zahodne vrednote te civilizacije. Ne? Samo, a veš, Unija ni integrirana z vrednotami, integrirana je z nekim nepregledno velikim korpusom predpisov. Ne? Integrirana je, če smo čisto realni, recimo po rimski pogodbi z interesom po velikem trgu in to je moment, na katerem mirno lahko predvidiš razpad. In če pač ne bo, postavlja se v perspektivo nekih demokratičnih in pa seveda civilizacijskih vrednot, po katerih svet Evropo prepoznava kot začetnico, ne, potem je že mrtva. Definitivno. Na podlagi tega, da je v bistvu samo EGS ali Evropska gospodarska skupnost, je Britanija že povedala, da se ne gre več, zato ker ima premalo koristi, pa že itak je imela ogromno koristi od Evrope. Se pravi, jo je izkoriščala. Ne. Nemčija bo zato, in to že dela, to so zadnjič že ugotavljala, preurejala Evropo pač na način, da bo Evropa preživela, zato ker še vseeno rabi veliko tržišče, neko skupno politiko in tako naprej, ampak v tem univerzumu Slovenija prav dosti izbire nima, ampak to sploh ni pomembno. Pomembno je to, kakšno držo ima. Ne? Kakšno pa ima? Ja, nima je. Problem je v tem, da bi jo morala imeti kot suverena država, ker v redu suverenosti ni pomembno, koliko si velika država, ampak je pomembno, koliko si vzpostavljena država. Ne? Ker, ta koncept suverenosti ni pa se. Ne, definitivno ne, zato je to stanje duha, ne? Ker v bistvu, v končni fazi bomo vsi transcendirali z nacionalnih držav v državljane sveta na neki točki in na nek način. Ne? Se je že kapital to naredil, se je že konec koncev že internet to naredil. Ampak ne gre za to, ne? Gre za to, da vsaka vas v nekem lokalnem okolju šteje. Ne? V tisti vasi, ne? Ali pa v tistem malem naselju se lahko rodi prva dama Amerike. Ne? A je tako, ne? Se pravi, če se to lahko zgodi čisto v fizičnem smislu, se to lahko zgodi tudi v smislu duhovnega potencijala, se pravi suverenostnega potencijala. Se pravi, treba je ohranjevati kakovost nekega okolja v duhovnem civilizacijskem smislu popolnoma na tak način, da nekdo, ki živi v Bohinju, ima popolnoma enako potencialnost razvoja kot nekdo, ki živi v Washingtonu. In to je ambicija, ki se ji nikoli ne smeš odreči. Če ti držiš to suverenost, ne? Potem boš z samoumevnostjo sprejemal to, kar sprejema prebivalec Bohinja, da Američani obiskujejo Bohinj. Ne? In ga masovno obiskujejo. Zakaj? Ne? Zakaj o suverenosti sprašujem? Ne? To je stanje duha, to hočem povedati. Ja, mi smo bili leta 92, 91, 90 ne, v nekem stanju duha, veš, ko je beseda suverenost pomenila zelo veliko, ne, pa si stal mirno, ne, si besedo jemal z neko spoštljivostjo, ne. Tisto, kar je moj vtis, ne, je to, da se suverenosti, ne, v neki skupinski ali pa nacionalni mentaliteti ne jemlje več resno, ne. Ne jemlje se je več resno. Če sva pri obletnicah, ne, imamo zdajle 30. obletnico nacionalnega programa objavljeno v novi reviji številka 57. Ne? Imaš doma 57? Imam, ja. Jaz imam tudi. Ja, pa tudi PDF format imam nekje, ne? Kaj je nekdo prijazno to obesil na internet, sicer slabo označil, ampak se da najdeti. Ne? Ne, ta vrednota suverenosti, ne, je tako, no, mislim, nekje tam na 6. mestu za smukaškimi zmagami, ne, pa rokometnimi zmagami. Pa, ne, ta suverenost je dejansko vezana ni samo na zgodovinsko dejstvo, da smo Slovenci pač hoteli imeti svojo državo, pa smo jo tudi dobili, pa smo zdaj na dnu razočarani, ampak suverenost je tudi osebnostna kategorija. Ne? Mislim, jaz se nikoli nisem pripravljen odpovedati ko ne rečem, ambiciji biti suveren človek sam po sebi. Ne? In seveda tudi v svojem okolju. Ne? Jaz svojega okolja preprosto ne predam. Ne? Nikomur. Ne? Mislim, pač ne v nacionalističnem smislu, ampak v tem nihče se nima pravico povzdigovati na drugega. In Slovenija je v principu mala država, se pravi, če gremo na to ekonomistično ali pa na dimenzionalistično
pač raven, potem bomo mi vedno nevredni, zato ker bo vedno eden večji in močnejši, ne? Se pravi, suverenost briše te razlike. Suverenost je v bistvu stanje, ki te izenačuje za komorkoli, ne? In taka je tudi ideja Združenih narodov, mimogrede, ne? In zdaj riniti v neko federativno logiko, v katerem v izhodišču pristaneš na to, da so eni veliki, drugi mali, to je oslarija, ne? To je velika oslarija. In tudi ta, recimo, mali ekscesek, ki je očitno ni tako velik po obsegu, je pa izredno velik po samem dejstvu, ne, tisto, da so v deželni ustavi poskušali stare predsodke o Slovencih ven potegniti. Govorijo o Koroški deželi. Koroški deželi, ja. Se pravi, to je res razlog za samo premislek, ne, in tudi za nekaj se pa vendarle je zgodilo v tolikih letih, ne, ker Koroški Slovenci so bili v starem režimu pravzaprav samo sredstvo za druge bitke med vzhodom in zahodom, med Jugoslavijo in Avstrijo, med ne vem kaj vse. So bili sredstvo, ne. Zdaj smo v Evropski uniji v poziciji, ko noben narod ali pa noben človek ne sme biti več sredstvo, ne. In zato je ta logika bila pač srhljiva, ne. Umanjkanje ne samo konceptov, ampak sploh premisleka o tem, da bi prihodnost Slovenije mogla vreti od ambicij biti, za ta prostor izredno lep, ne. Mislim, če gre tako geografsko lep, ne. Potem je turistično lepa, ne. In potem kakovost življenja v Sloveniji zelo, zelo visoka, ne. Kakorkoli obrneš, zdaj, če se znotraj tega znaš obrniti, živiš kakovost, kot jo večina sveta ne živi. A ne, tudi v Ameriki ne živijo take kakovosti, ne. Seveda, če je vse prav, ne. Zdaj, to, da imamo ekonomijo slabo, pa da so ljudje slabo plačani in tako naprej, to je nekaj, kar bi pač, o čemer bi res morali razmišljati. Potem bi morali razmišljati tudi o tem, kako recimo upeljati nek univerzalni temeljni dodatek oziroma dohodek, ja. Dohodek, pardon. Te stvari, ki bi to kvaliteto lahko dvignile in pravilno te stvari nastavile. No, tega razmisleka je že manj, ampak razmisleka, simbolnega razmisleka v tem, kako iz tega prostora narediti nek prostor odličnosti, a ne? To pa je stvar, ki se zelo dotika tudi predsedniških kandidatur oziroma ambicij, da bi ljudje okrog tega dejstva organizirali prvič debato, drugič kadrovali in tretjič, da bi se stranke na ta način v bistvu... Kako pojasnjuješ to odsotnost ambicioznosti, ne? Ker moja taka delovna hipoteza je, ne, a veš, da je pripravljenost ljudi v tem prostoru, da bi nase prevzeli neko tveganje, osupljivo nizka, ne. Pravi, ljudje ne bi tvegali nekih potez, ki bi se lahko sicer končale tudi s polomijo, ne. Tega tveganja pa ni, ne, zaradi tega, ker je v prostoru, ne, prevelika količina strahu, zlasti, ko gre za poteze, ki se tičejo posla, ne. Ljudje se bojijo predlagati nekaj, kar nima 100% zagotovljene poti v črne številke, kajti, ne, če bodo številke rdeče, se potem bojijo sankcij. Misliš na ravni kandidatur ali kako? Govorim na ravni, spet na ravni mentalitete, ki jo lahko opaziš v podjetniškem svetu, ne, lahko jo pa opaziš tudi na ravni politike, ne. Če za praktično, ne, kar se tiče kandidatur, individualne kandidature tako v stilu, zdaj se bom pa jaz ekscesno pač ljudem ponudil in bil izvoljen, so prvič nek romantični zanos, drugo pa reče, slučajno uspeš, je pa to refleks nekih zelo prelomnih situacij. Zelo, recimo, takrat je bilo to možno, ko je razpadla Jugoslavija, pa je Nova Slovenija nastala, ali pa če imamo neko zelo ekscesno politiko, tako ki je bila 2004 do 2008, takrat je bilo en kup opcij, ki bi jih bili ljudje pripravljeni narediti, samo da se utresajo neke grozeče nevarnosti nekega totalitarizma, ne. V relativno urejenih razmerah
si pa recimo, dobro, jaz osebno ali pa ti verjetno nimajo ambicije kandidirati, ampak če bi si izmislili, mi da se tega enostavno finančne konstrukcije ne morva skupaj spraviti, ne? Ni šans, ne? Ker zato ti rabiš toliko in toliko denarja. Če nimaš toliko in toliko denarja, ne moreš organizirati aparata, ne moreš organizirati ničesar. In zdaj sta pa dve smeri, ne? Ena smer je to, da imaš milijonarje, ki si to lahko privoščijo, ampak bi pogoreli na celi črti, zaradi tega, ker bi jih ljudje najprej v svojem odnosu do njih bi pokazali veliko zavist. In drugo, kar je velik prezir, zaradi tega, ker obstaja visoka verjetnost, da nekdo v tako 25 letih do velikega premoženja ni prišel pošteno, ne. Če pa je, ga bojo pa ljudje za zavistjo sesuli, ne, in verjetno je tudi nekaj res, da taki ljudje, ki so zelo uspešni na denarnem področju, verjetno nimajo kaj dosti povedati v političnem smislu, ampak bi iz države naredili podjetje, kar pa je ravno govorica ekonomizma, ki jo ljudje odklanjajo. Ker so žrtve te govorice, ne? To je prva stvar. Se pravi, posameznik kot nek individual tega denarja nima, da bi kandidiral, tisti, ki imajo kapital, njihova možnost izvoljivosti je majhna, to se pravi, ostanejo stranke. Stranke morajo pa do tega, ki so že uveljavljeni aparati, ki imajo kapilarni sistem, ki imajo organizacijski sistem, ampak stranke so pa, v tem se pa kaže, potem pokaže popoln demokratični deficit tega prostora, kulturnega, političnega, družbenega, kakorkoli že hočeš, ne. In v tem je Borut Pahor delal strateško praktično že vse od 80 let naprej, ne. On je gradil svoj imidž, ki je narcisističen, ki je pomirjujoč, ki je združen z New Ageom, ki je združen z populizmom, ki je združen z vsem in z izgovarjanjem pravilnih besed. V dve smeri. Prvo, kar je tisto, kar je ljudem všečno, in drugim tisto, kar je mednarodnemu okolju všečno, ne. In on se je pozicioniral leta pred 5 leti. Če dovoliš, ne, se ne bi strinjal, ne, to, da on govori o Evropi kot federaciji, to nikomur v Evropi ni zares všeč. To bi bilo lahko všeč komu, veš. Predvsem pa ljudje tega sploh ne razumejo, vse ne razumejo, naši ljudje ne razumejo. Dobar, ja, mislim, To ne gre njemu v breme, to gre ti ga s tem obremeniš, jaz ga s tem obremenim, pa mogoče kdo, ki razume, ne. Ja, zdaj ne, meni je bilo to, veš, da Borut Pahor govori o federaciji, mi je bilo na ravni tega, ne, veš, da predsednik ZDA v nekem hangarju govori, glejte, kaj se včeraj zgodilo na Švedskem, ne. Glejte, kaj se je zgodilo na Švedskem, ne. Švedskem. Na Švedskem, ja, in to je v smislu terorizma. Federacija, ne. Ja. In to v smislu terorizma, ne. Ja, ne. Nič se ni zgodilo, ne. Nič se ni zgodilo, seveda, ne. Ja. In to je, veš, in če dajva se poskusiti postaviti v samo genealogijo, kako je sploh Borut Pahor prišel do predsedniške funkcije, ne. Takrat je kandidiral v bistvu proti Danilu Türku, ki je pa že enkrat bil predsednik države, ne. To se pravi, razvil se je spopad, v katerem Borut Pahor v bistvu na levici in sredini ni imel pravih velikih možnosti za izvolitev. To se pravi, je bilo njegova izvolitev v drugem krogu, potem, ko je iz igre odpadel Milan Zver, če se spominjaš, odvisna od desnice in cerkve, ki sta ga jadrno podprli, ne. In to SDS, ki je prej vsakogar, ki je Pahorja ni označil kot orto komunistične linije, so ga pribili na sramotilni steber, ne, potem so ga podprli, ne. In to potiho in brez velikih besed, ne. So naredili neko tiho soglasje in cerkev ga je podprla. In tako je Pahor postal v tesnem boju pravzaprav takrat, ne, predsednik, ne. Zdaj pa mislim, da sploh nima konkurence. No, mislim, nihče, ki bi veljal za resnega tekmeca, se še ni pojavil, ne, na obzorju, ne. Je pa še nekaj tednov, nekaj mesecev oziroma pol leta časa, ne. Vzemiva recimo, mislim, izvoljiv bi bil recimo neka alternativa, ki je popolnoma drugače, recimo vzema Združeno levico, ne, ki bi zato ker korespondira z ZL, oziroma odkoder je prišel Borut Pahor, ki je bil tudi predsednik, da bi postavili na primer, teoretično, to se ne bo zgodilo, ampak teoretično, recimo Jožeta Mencingerja in teoretično, da bi Jože Mencinger znal eno debato zdržati, ne da bi zraven 5
naj mi oprosti neumnosti povedal. Skratka, tistih dovtipov, ki na koncu koncev razsekajo vse, kar je pozidal do takrat. Ne. Ja. Skratka, njegova moralna drža, ki je... Profesor nam ne bo prav hvaležen za to, da ga tlele omenjava. Ne, pazi, jaz ga ravno zato omenjam, ker ga imam za tak lik moralne avtoriteto, ki bi v nekih okoliščinah to zdržal, ampak ne bi pa bil primeren preprosto zaradi tega, ker ni politik. No, on bi v neki točki preprosto rekel, jaz sem ekonomist in politika me ne zanima in potem, veš, ljudje težko volijo nekoga, ki na politični kandidaturi reče, da ga politika ne zanima. Ne? Ja. Recimo, ne? In tako, skratka, ampak to ni bila poanta. Poanta je bila tem, da postaviš neko močno osebnost, ki je javno prepoznana, ne? Tako kot bi Jože Mencinger recimo bil, ker on je nikoli ni zapustil socialnega koncepta, a ne? In se je izkazalo, da ta socialni koncept je zdaj potreben. Ne? To se pravi, to je velika tema, to hočem povedati. Ne? To je bila poanta, zakaj sem ga omenil. In potem, če bi se on recimo marketinško pravilno obnašal in če bi bil usmerjen marketinško pravilno, potem bi verjetno celo imel možnost, ne? Da bi v bistvu naredil tako velik kontrast do zdajšnjega predsednika, da bi zdajšnji predsednik padel. Ampak v ta celofan profesorja ne boš zavil. Ne, lej, jaz mislim, hočem to povedati, da se poanta je ta, da se nobena stranka s to možnostjo ne ukvarja. Saj zdi se mi, da se ne, no, tako. Ne. Pustva se presenetiti. Pustva se presenetiti, ampak začela sva pa s tem, ne, da je Borut Pahor že začel na nek način, saj to je bila najna prepoznava s kampanjo, in to ne je slabo. In to ne je slabo. Se pravi, začel se obnašati državniško in s tem ima bistveno prednost pred drugimi, ki se ne morejo izkazovati kot državniki, zato ker preprosto ne morejo se odpotovati v Nemčijo, da bi jih sprejela Angela Merkel, da bi jih Gauck, zdaj že ne več, ne, sprejel, da bi ga Putin sprejel in da bi se v Kijevu z Porošenkom pogovarjal o prihodnosti Evrope in pa Krima. Ne. Skratka, to so in tudi ankete, če sem prav prebral, čeprav s temi anketami je križ, ne, ampak mu dajo veliko prednost. Ne. S temi besedami končujeva za ta teden. Prav.